Lep pozdrav iz Strasbourga. Ena od pomembnejših tem tokratnega zasedanja je bil večletni finančni načrt za obdobje 2014-2020. Parlament je še enkrat soglasno in jasno povedal, da se ne strinja s pretiranim krčenjem sredstev, še posebej tistih, ki so namenjena spodbujanju rasti in zaposlovanja. Zavzeli smo se tudi za večjo fleksibilnost proračuna, kot tudi za spremembe pri virih financiranja. Želimo namreč več lastnih virov. Za takšno rešitev si parlament prizadeva že precej časa. No, danes se v Bruslju začenja zasedanje Evropskega sveta. Glavna tema bo seveda prihodnost evropskih financ. Kaj pa drugega? V parlamentu smo obravnavali tudi poročilo o letni rasti. Poročilo je začetek evropskega semestra. Je temelj za izdajo priporočil o tem, kaj naj članice naredijo, da bi dosegle cilje iz Evropske strategije Evropa 2020. Zato je pomembno, da to poročilo celovito obravnava probleme in možne rešitve. Še o zdravilih, države članice so samostojne pri odločanju o tem, katera zdravila so na voljo brezplačno iz zdravstvene blagajne in katera z doplačilom. Tako bo ostalo tudi v prihodnje. Nova direktiva na področju zdravil želi zagotoviti le več preglednosti pri oblikovanju cen zdravil. Uvedla bo denimo časovne roke, v katerih bo država morala odločiti o cenah. Cilj tega je, da bi bila zdravila bolnikom hitreje na voljo. Enkrat letno bo tudi treba objaviti seznam zdravil, ki jih zagotavlja zdravstvena blagajna in njihove cene. Sprejemamo tudi zakonodajo, ki bo povzročila, da se bomo v prihodnje vozili v bolj tihih avtomobilih, pa tudi v takih, ki bodo izpuščali manj plinov. Države in Evropska centralna banka so v minulih letih pomagali številnim bankam, da so preživele. Zato je prav, da se te banke s svojimi aktivnostmi nekako oddolžijo za prejeto pomoč. Poslanci jih pozivamo, da prilagodijo svoja posojila potrebam malih in srednje velikih podjetij. Ta podjetja so namreč izjemnega pomena za rast in kreiranje delovnih mest v Evropi. Ob robu zasedanja je bilo veliko govora o tem, kako preseči slabe medinstitucionalne odnose v Evropski uniji, kje še privarčevati in kako skrbimo za dostojno raven spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Nekateri poslanci iz leve so to izkoristili tudi za notranje politične obračune na evropski ravni. Govorimo o Bolgariji, ne o Sloveniji, da ne bo pomote. Toliko za tokrat, hkrati mi še dovolite, da vam iskreno čestitam ob dnevu slovenske kulture. Kultura je bila in je eden od temeljnih stebrov slovenske države in skrbeti moramo, da bo tako tudi v prihodnje. Zahvaljujem se vam za pozornost in lep pozdrav.